Vox Hermes, študentski podcasti, ki za vas predstavljajo vse o skrbi za zdravje, aktualnih dogodkih in napredkih v medicini. Zadnje čase se temi šport in prehrana vedno bolj pojavljata v medijih in družbenih omrežjih. Vendar se včasih zdi, da je posledica tega namesto več odgovorov, pravzaprav le vedno več vprašanj ter nejasnosti glede zdrave prehrane in ustreznega načina ukvarjanja s športom. Prav zaradi želje po razjasnitvi tovrstnih vprašanj smo se pogovarjali in ustvarili podcast v 2 delih s specialistom interne medicine ter svetovalcem na področju zdravja in športa, dr. Bojanom Knapom. Pri katerih športih morajo biti športniki najbolj pozorni na prehrano? Pri katerih športih je potrebno veliko jesti, pri katerih pa morajo prehrano bolj omejevati oziroma reducirati? Zakaj? Ja, prehrana je kritično pomembna pravzaprav zato, da se telesa razvijajo, da rastejo in da se potem regenerirajo, a ne. Tako da je v bistvu pri profesionalnem športniku, ki pravzaprav uporablja telo za dosežke, je seveda prehrana kritično pomembna. Ampak prehrana je kritično pomembna tudi za vsakogar, pravzaprav za vsako živo bitje, a ne. Slovensko ime hrana, nahraniti, ima pravzaprav res en dober pomen, ker hrana mora nahraniti telo in dušo obenem. Tako da zdaj je pa seveda vprašanje hranjenja pravzaprav presega pomen, da bi lahko en človek obvladal pravzaprav vse te zakonitosti hrane, ker je v bistvu vnos hranil je pravzaprav ena temeljna potreba telesa in je pravzaprav energetska, emocionalna, socialna in kategorija. In je pravzaprav hrana tudi pravzaprav en skupek navad, običajev, a ne. Recimo na olimpijskih igrah se srečajo športniki s celega sveta, pa so v določenih disciplinah so njihovi rezultati pravzaprav, če gledamo malo bolj grobem smislu ali pa tudi statistično, zelo podobni, a ne, ker so tako strogo selekcionirani. Ampak vseeno pa jedo lahko zelo različne vire hranil. Nekateri recimo jedo več krompirja od ogljikovih hidratov, nekateri pa več riža, drugi več kruha, a ne. To se pravi, da lahko različne substance pravzaprav v telesu dajo enak odgovor. Ampak zdaj, ali je hrana, kdaj uživamo hrano, katero hrano uživamo, koliko smo stari, ali imamo pridružene bolezni, ali smo moškega ali ženskega spola, vse to pravzaprav vpliva. Zato je pravzaprav klinična prehrana, ki se zdaj uvaja na študij na medicinski fakulteti, pravzaprav nova veda, ki je pravzaprav zelo kompleksna in se tudi zelo hitro razvija. Zdaj so tudi v znanstvenem svetu v zadnjem obdobju vse več revij o vplivu hrane na zdravje, a ne. Hrana je dejansko zdravilo. Ampak po drugi strani pa, kot sem rekel, je pa tudi socialna, emocionalna kategorija in seveda tudi zdaj se vpletajo najnovejše raziskave, ki hrano pravzaprav istovetijo ne samo z zdravili, ampak tudi s povzročiteljem bolezni ali pa tudi s povzročiteljem zdravja, ne, ker hrana je v neposrednem odnosu z mikrobioto, kakšne imamo prehranske navade, in zdaj je pa problem še pridelava moderne hrane, ki pravzaprav nam porabnikom hrane daje velik problem, ker industrija nima interesa, da bi bili mi zdravi. Saj dostikrat se tako zdi, ne. Če gledate recimo samo Severno, Južno Ameriko oziroma Mehiko, tam je ogromno debelih ljudi zaradi favoriziranja fruktoze v hrani, skratka sladkorja vseh vrst, a ne. Slovenci imamo na srečo, smo relativno športna populacija, ki skrbimo za zdravje, in v Sloveniji, vsaj na mojem področju, imamo zelo malo bolnikov s končno odpovedjo ledvic zaradi debelosti. Seveda zdaj diabetes je tudi naš bič božji, predvsem zato, ker smo zelo stara populacija, ne. Ampak hrana je zdravilo, a ne. Kako pomembna je prehrana za profesionalnega športnika v primerjavi z nekom, ki se rekreativno ukvarja s športom? Ja, prehrana je zdaj povezana tudi z odnosom, pravzaprav prehrana je tudi posledica kulta telesa, a ne.
Zdaj, tipičen primer so bodybuilderji, a ne, kjer oni pravzaprav jedo namensko zato, da izoblikujejo telo v smislu enega posebnega, videza, a ne. Njim je v bistvu hrana in seveda recimo pred ero sirotkinih proteinov so oni jedli ogromno beljaka, a ne. Jajci niso upali toliko veliko jesti zaradi seveda holesterola v rumenjaku. Zdaj, odkar so sirotkini proteini, si oni lažje, zdaj si tudi ostala populacija lažje dobi veliko aminokislin. Ampak zdaj sama telesna zgradba pa sam anabolni efekt aminokislin, kako se nam zgradijo mišice, je odvisen od starosti, od spola, a ne. Seveda zdaj, če je človek star 20 let, pa želi maksimalno trenirati, potem že potrebuje recimo vnos aminokislin, recimo, da rečemo, še enkrat več kot odrasel človek, ki ni aktiven športnik, ki ne želi hipertrofiranih mišic. Medtem ko pri bolnikih ali pa če hočemo gledati v prihodnost človeka, v sklop dolgoživosti, a ne, je pa bolj pomembno, da jemo ravno toliko aminokislin, kot jih organizem potrebuje, ker ta vnos proteinov je tudi metabolično breme, ne. Zdaj se je pojavilo recimo, da mladi moški, ki imajo v anamnezi predispozicijo recimo ledvične bolezni, njim se odsvetuje, čeprav so še zdravi, pretirano uživanje aminokislin v smislu tega, da bodo imeli hudo hipertrofirano muskulaturo oziroma bodo šli v sklop tega fitnesa, kjer naj bi bile mišična masa pretirano izražena, ne. Čeprav je po drugi strani, so pa tudi na študijah v Afriki videli, da so pa tisti fantje, ki imajo več mišične mase, ne, bolj dovzetni, manj dovzetni proti infekcijskim boleznim recimo. Tam, kjer nimajo antibiotične terapije, recimo zaščite proti recimo klasični driski, a ne, v kakšnih nerazvitih deželah, tam mladi fantje umirajo zaradi driske z akutno ledvično odpovedjo. In seveda tudi tam je preživetje večje pri tistih, ki imajo več mišic, a ne. To se pravi, mišična masa ni samo lepota telesa, estetska vrednost, ampak je tudi zdravstveno. Izgleda, da je tule eno sozvočje. Zdaj, ko so nove raziskave pokazale, da so pravzaprav mišice izločajo miokine, celotno skeletno mišičje je tudi endokrini organ, seveda, ki nam daje eno pozitivno referenco za dolgoživost, za bolj kvalitetno življenje, za večjo odpornost tudi recimo proti pandemiji, zdaj, ko imamo obdobje COVID-19. Tako da to je zelo zanimiv aspekt hranjenja, a ne. Zdaj, seveda, hrana ima svojo funkcijo in svojo vlogo, a ne. Seveda zdaj recimo, če gledamo profesionalnega kolesarja, zdaj, ko je Tour, pri profesionalnem kolesarju je hud problem, ker on ima tako veliko porabo energije, nima pa dosti časa jesti. In oni se recimo jedo velike količine hrane zjutraj, imajo 2 zajtrka, potem so 6 ur na kolesu, potem so pa lahko zelo utrujeni in imajo včasih, so mi razlagali prijatelji, ki so v temu na Grand Touru, a ne, sedaj da imajo včasih težave pojesti zahtevano količino hrane. Ker če pa oni ne pojedo zahtevano količino hrane, ne, se pa njihove glikogenske rezerve ne napolnijo in na naslednji etapi, ki je spet 4 ure, kjer so spet maksimalne potrebe po energiji, predvsem po teh sladkorjih, ki se morajo nakopičiti v mišicah, oni potem ne zdržijo etape, ker če začnejo dosti hitro, ker če začnejo kuriti maščobe oziroma ob večjem deležu rabijo kot energetski vir maščobe, porabijo več kisika in so bolj počasni. Zdaj, kot veste, je pa sodobni šport povsod na limitu, tudi etape so izjemno hitre, a ne. Odstotek porabe kisika je na limitu in rabijo skozi pojesti ogromno sladkorjev, a ne. Saj črevesje teh recimo kolesarjev drugače presnavlja glukozo kot nas normalnih smrtnikov, ki ne jemo 70-80 gramov sladkorjev na uro, zato da nadomestimo veliko porabo energije. Tako da tule, če primerjamo vrhunske športnike pa običajne smrtnike, ki jemo za zdravje, ne, recimo rekreativec, ki športa 1 uro na dan, on ob sedanji energetsko bogati hrani, če uživa še kakšno sladico, če ni zelo pazljiv pri vnosu ogljikovih hidratov, ima za običajno prehrano 1 uro športa pokrito na dan, ne rabi nobenih posebnih dodatkov jesti, če normalno je zdravo prehrano. Medtem ko seveda vrhunski športnik pa že v energetskem smislu potrebuje ogromno več kalorij pojesti in seveda tudi rabi čim boljšo regeneracijo. Ja, šport seveda zelo vpliva na hranjenje, tako kot način življenja, a ne. Zdaj imamo v glavnem sedeči način življenja, a ne, ki imamo zelo nizko energetsko porabo.
In pravzaprav, če mi potem imamo seveda uživati hrano z nizkim glikemičnim indeksom na ravni ogljikovih hidratov, to so predvsem rastlinska živila, ki nam omogočajo, da naši možgani stalno dobivajo dotok glukoze in mi lahko dobro funkcioniramo. Poleg tega imajo zdaj rastlinska živila tudi ogromno protektivne vloge za zdravje, da seveda ne pozabim na vlaknine, ki so zelo pomembne za zdravo prehrano. Recimo vlaknine vplivajo tudi na določeno mikrobioto, spet smo pri teh bakterijah v črevesju, ki iz teh vlaknin naredijo snovi, ki so koristne našemu telesu. Zdaj, če smo pa vrhunski športniki, pa zelo odvisno, ali je nekdo šprinter. Zdaj, vrhunski šprinter se pripravlja za to, da bo tekel 10, kvečjem 20 sekund. En profesionalni kolesar na Tour de France se pa pripravlja, da mora voziti kolo 6 ur, ali pa kronometer, da mora voziti kolo 30 minut na 50 km/h. Zdaj so seveda prehranske zahteve so zelo različne. Zdaj, oba dva športnika se morata maksimalno dobro regenerirati po naporu, oba dva morata maksimalno podpreti bazalno presnovo, ampak športnik, recimo tipa profesionalnega kolesarja, mora zadostiti, da zadosti po ene velikim energetskim potrebam telesa in seveda tudi dobri regeneraciji, hidraciji, da lahko spi, da lahko presnavlja hrano. Tako da tukaj je še tudi veliko odprtih vprašanj, ampak načelno seveda morata pa oba dva ohranjati mišično maso, ampak recimo primer vrhunskega šprinterja je tudi to, da mora zelo pazljivo odbirati živila, ker on tudi ne sme imeti grama viška maščobe, ker tudi če teče samo 10 sekund, tudi on rabi biti maksimalno vitek, ker tudi on ne rabi nositi s sabo maščobe, tako kot jo ne rabi tudi na Tour de France v hude klance, je tudi vsak gram odvečne maščobe v bistvu hudo dodatno breme. In je tukaj v bistvu tako, da recimo, če gledamo stališča nekoga, ki pomagate, da nekomu športniku, je velik izziv recimo prehranjevati enega baletnika, pa po drugi strani tudi prehraniti enega profesionalnega kolesarja. Ker oba dva sta na limitu z telesno težo, baletnik ne samo po funkcionalnem, tudi po estetskem vidiku, profesionalni kolesar pa predvsem v funkcijskem vidiku. In je pravzaprav treba zelo natančno dozirati hranila. Zdaj sodobno tehnologijo je to mogoče, zdaj imamo računalniška orodja, ki nam v bistvu, če zelo natančno popisujemo jedila, lahko zelo natančno izračunamo vnos makrohranil in tako pravzaprav določamo natančne jedilnike, seveda ob tem, da naše varovance spremljamo tudi s merjenjem bioimpedance, kjer natančno zmerimo količino maščeve v telesu, količino mišic, količino vode v telesu, pa tudi spremljanje telesne teže. Katera hrana in kolikokrat je v splošnem najbolj priporočljiva pri rekreativnem ukvarjanju s športom? Ja, zdaj, gibanje je zdravilo, tako da v bistvu to sedeče načine življenja je smrtno nevarno. In če izhajamo iz tega, in tudi zdravniki ali pa vsi tisti, ki se trudimo za narodov blagor oziroma za zdrav življenjski slog, moramo vpeljati redno vadbo, da bo redna vadba naš osnovni življenjski slog. Seveda moramo pa metabolično podpreti z energijo hrane moramo podpreti vadbo. Zdaj, če imamo mi dopoldne delamo 8 ur, pa potem pridemo domov in imamo urejenega zajtrka in ne kosila, pa potem gremo takoj po kosilu na 3-urno kolesarsko turo s kolesom. Tudi če smo rekreativci, pa treniramo za Franjo, brez ustrezne metabolne podpore nam trening lahko škoduje. Moramo se v bistvu odločiti, kakšen je namen treninga in ga ustrezno energetsko podpreti. Zdaj, če mi hočemo trenirati metabolične poti, izrabo energije v mišicah, moramo tudi na treningu uporabljati goriva, ki jih bomo uporabljali na tekmi. Sicer lahko rečemo, da hujšamo oziroma da se rekreiramo tako, da nam je lahko telesni napor tudi odvečen stres. Ker če ne gremo dobro prehranjeni na telesno vadbo, potem si izločamo preveč stresnih hormonov in smo po treningu lahko še bolj izmučeni. Zelo pomembno je, da spremljamo, da hrana zadostuje našim potrebam. Zdaj imamo tudi sodobne ure, ki nam natančno relativno določajo porabo kalorij, tako da lahko, tako da na vsak trening je treba vzeti vedno hrano s seboj. Ko smo pred leti, kolesarji so znani, da so že pred časom, ko nutricionistika še ni bila tako razvita veda, že natančno vedeli, da je treba jesti. Ko smo se pred leti mladi fantje peljali pred kolesarski klub, pa smo rekli, pa so bile počitnice, študenti medicine, pa smo temu kolesarskemu trenerju rekli, da bomo naredili 100 kilometrov,
pa je vprašal, imate kaj za jesti s sabo? Pa smo rekli, nič nimamo za jesti s sabo, je rekel, pa boste pa samo 40 km naredili. In res smo se pri 40 km že ustavili v bližnji oštariji in naročili pico. To so bili časi, ker se še ni vedelo, da je treba v bistvu štartati dolgotrajen napor s polnimi glikogenskimi rezervami. Zato je recimo, kaj je loč prehrana rekreativca od vrhunskega športnika. Če nekdo trenira 3 ure na dan ali pa 14 ur na teden, potem mora uživati večji delež ogljikovih hidratov. Najboljše je ogljikovih hidratov z nizkim glikemičnim indeksom. To so v glavnem rastlinska hrana, ki premore tudi ogromno teh mikrohranil, ob teh ogljikovih hidratih, ki so vezani v dolge verige, ima zraven tudi vse ostale hranila, ki so zelo pomembna za zdravje, od antioksidantov, od polifenolov, od vseh teh sestavin, ki jih ima recimo tudi rdeča pesa, ki jih ima tudi zelenjava, zelenolistnata zelenjava, ki jih ima tudi riž. Skratka, hrana je pravzaprav tudi zdravilo, ob tem seveda, da nam da tudi energijo. In seveda bolj je športnik obremenjen časovno športom, bolj si lahko pomaga tudi s temi dodatnimi sladkorji, ki jih dobimo v teh športnih pijačah, tudi športnimi geli nenazadnje, in seveda tudi, če športniki imajo radi tudi hrano, ki je konkretna, recimo palačinke, sendviče. Recimo pred leti, ko je bil Jure Robič na Ramu, on je vozil kolo pravzaprav 22 ur na dan, samo 2 ure je spal, vse ostalo je bil na kolesu, on ni odobraval pravzaprav teh športnih napitkov, ampak je hotel jesti konkretno hrano, ker se je s tem tudi dobro počutil in se je najedel. In je vmes jedel sendviče z nutelo, s čokolado, palačinke, misli. Skratka, pomembno je, da je hrana sprejemljiva, pa da je dobrega okusa, pa seveda, da je lahko prebavljiva. Ampak to je danes hrane na razpolago dovolj. Če danes pojeste en klasičen zajtrk, imate krasno dovolj energije za kamorkoli. Potem morate pa seveda na vsako uro napora, morate pa že izračunati, če imate 3-urno turo v hribe, morate izračunati, da boste porabili tam, če boste zelo hitro hodili, da imate vodnika, ki je zelo dobro pripravljen, potem boste že porabili tam okrog 100 gramov ogljikovih hidratov na uro. To se pravi, potem lahko že rečete, zdaj bom pa jaz rabil recimo 2 frutabele na uro pojesti, pa še malo bom spil izotonika. V izotoniku je tudi v 1 litru 80 gramov sladkorja. Potem lahko zračunate, koliko sladkorja boste rabili. Podobno recimo zračunajo tudi profesionalni kolesarji na turu, kjer vsako uro natančno zračunajo, kakšen bojo imeli porabo sladkorja. Zdaj, večja intenzivnost, več sladkorja rabimo na uro. Seveda, zdaj tukaj je limit črevesja. Pri Juretu Robiču na Ramu smo se naučili, da več kot 2 litra izotoničnega napitka na uro črevesja ne prenese. Če poskusite, če vi spijete več kot 2 litra izotonika na uro, boste dobili drisko. In zdaj, če ste vi na Ironmanu, na kolesarski dirki, ali pa se vam tako želodec napne, da bruhate. In je seveda to problem, ker je vnos ogljikovih hidratov tudi limitiran. Vrhunski športnik je kot bolid Formule 1, deluje na kerozin, deluje na ogljikove hidrate, ampak vnos teh ogljikovih hidratov je pa omejen. Zato imajo športniki ure in ure trenirati, da imajo recimo en Jure Robič ali pa Roglič ali pa naš kolesar, ki zdaj zmaguje na turu, imajo ekstremno povečane glikogenske rezerve. Tadej Pogačar recimo z dolgoletnim treningom je v njegovih mišicah okrog 300 gramov glikogena, v naših recimo samo 100. In seveda on ima še bistveno boljši izrast, ker ima učinkovitost tega glikogena je bistveno večji. On takoj, ko ne gre zelo hitro, kur večji odstotek maščob kot mi, profesionalni rekreativni kolesarji, in zato se on lahko naredi 200-kilometrsko etapo dan za dne, mi bi pa že po 100 kilometrov odstopili, pa bi pol 2 dni ležali, pa se masirali, pa jedli, ker pač nismo adaptirani na tak napor. Kakšno je vaše mnenje o prehranskih dodatkih, na primer proteinskih napitkih in podobno? Ja, zdaj prehranski dodatki so pravzaprav motnja v sistemu, ker pravzaprav jih so v bistvu v družbi premalo kontrolirani. In če se prodajajo kot prehranski dodatki, recimo trg prehranskih dodatkov gre v milijarde dolarjev. To je v bistvu ogromen biznis, ki je pravzaprav premalo kontroliran, ker je v bistvu šele ko nek prehranski dodatek dobi status prehranskega dopolnila oziroma zdravila, šele potem se preverja kot klasično zdravilo. In recimo ob vsej obilici prehranskih dopolnil,
so zdaj dokazali ergogene učinke na zdravje, samo recimo, če skrajšam zgodbo, pri 5 substancah, a ne. Ena od njih je kreatin, druga je HMB, metilhidroksibutirat, potem soda bikarbona, natrijev bikarbonat, pa v bistvu kofein, beta-alanin. V bistvu to so te substance, seveda zelo zanimiva ergogena substanca je rdeča pesa, ki jo vsi poznamo, ki vsebuje nitrate, ki prek zanke dušikovega oksida vplivajo na vazodilatacijo, a ne. Seveda zdaj, da bi pojedli toliko zelenjave, da bi imeli, da bi športniki imeli več dušikovega oksida, več vazodilatacije, boljšo aerobno oskrbo zaradi vpliva na ožilje, bi bilo treba pojesti preveč solate, to ni združljivo, zato so zdaj naredili tudi preparate nitratov, ki jih športniki uživajo spet kot prehransko dopolnilo. Prehranska dopolnila so problem zato, ker so premalo preverjena in včasih dodajo tudi druge dodatke, predvsem k proteinom, ki pa so lahko tudi na doping listi in so problem. Tako da vrhunski športniki, ki so strogo pod dopinškimi kontrolami, se zanimivo prehranskih dopolnil zelo izogibajo. Oziroma zelo pazijo, zato ker je bilo v zgodovini vrhunskega športa že zelo veliko kontaminacij, kot se reče, teh prehranskih dopolnil, in so ta prehranska dopolnila povzročila, da so bili športniki pozitivni. Zdaj pa glede na to, da so pa športniki finančno, ekonomsko odvisni od svojega poklica, ker so poklicni, ne, pa zelo pazijo na vnos teh hranil. Je pa seveda implikacija fiziologije, patofiziologije na presnovne procese seveda enormna in zanimiva, a ne. Tukaj se dogaja ogromno študij, ogromno slepih, dvojno slepih študij, je pa seveda študija prehrane pa prehranskih dopolnil je zelo zahtevna, ker sem že prej rekel, ker na hrano vpliva tako starost, pridružene bolezni, spol, način življenja, koliko je gibanja, a ne, kata, kot se reče, kot študentom predavam prehrane, se vedno pogovarjamo o Ani in Kati, a ne. Ana je mlada ženska, Kata je pa gospa v letih 70, ko prevladuje kata, katabolizem, a ne, Ana pa anabolizem. In to zdaj so ugotovili, da se pri ženskih to ravnovesje nekako desetletje kasneje pojavi kot pri moških, recimo pri 55 letih, pri moških, mi smo pa že pri 45 letih, ko smo šibkejši spol, se nam pa že začne, zato pri vrhunskem športu, ne, po 45 letu najdete zelo malo še vrhunskih športnikov, ker je takrat že, ker se že izgublja mišična masa, upad hormonov, upad regeneracije, zmanjšuje se rastni hormon, a ne. Tako kot so rekli enemu alpinistu, zakaj ni mogel zlesti na 6000, je rekel zaradi zoba. Pa so ga vprašali, zaradi katerega zoba, zaradi zoba časa. Star sem postal, ne. Tako da tule je starost, a ne, pridružene bolezni, način življenja, spol, vse to vpliva na hranila. In seveda tudi vse, kako smo v preteklosti jedli, na našo mikrobioto, ne, o mikrobioti, ki zelo vpliva na to, kako se hrana presnavlja v črevesju, ne, pa kakšen je izkoristek hrane. To so zdaj ogromno raziskav teče na tem področju, ki so zelo drage, zato se jih v Sloveniji žal premalo dogaja, ker na žalost premalo denarja financiramo v znanost, a ne. Slovenija ima zelo dobro izobraženo mladino, z mislim najvišjim odstotkom visokih šol, z visokim odstotkom doktoratov, in če bi več znanja, več denarja vlagali v znanost, bi bil les lahko model preživetja Slovenije, ekološko pridelave hrane in tega bi res lahko naredili svetovni preboj, a ne, da izkoristim to priliko. Tako da je v bistvu sama hrana je res eno področje, ki je zelo kompleksno in pravzaprav obsega celoten način življenja, tako posameznika kot naroda in države. Geli so pravzaprav revolucija športne prehrane, ampak recimo zanimivo, da vrhunski kolesarji jih začnejo uporabljati šele čisto na koncu, ko izkoristijo vse druge opcije. Je pa to seveda stvar, mogoče zdaj mlajše generacije to bolj izkoriščajo, recimo na Ironmanu je zelo znano, a ne, da rabite imeti v tistem bidonu 1000 kalorij in potem v bistvu imate noter, stisnete toliko genov in potem po občutku, a ne. Zdaj, tule je treba res natrenirati črevo in želodec, da prenese količino energije. To je treba vse v bistvu na treningu natančno sprocesirati, koliko kalorij porabite na uro, a ne.
koliko vam prenese želodec, a ne. Limit je tudi absorpcija črevesja, no, zdaj začelo se je, da naše črevo ima seveda različne kanalčke, tako za glukozo, tako za fruktozo, pa še za druge sladkorje, in zdaj so sodobni športni napitki, imajo več teh različnih sladkorjev in seveda ti kanalčki se vam razvijajo spet, če vi to prakticirate na treningu. Če bova midva poskusila zdaj sprejeti 80 gramov sladkorjev na uro kolesarjenja, bova verjetno ali dobila drisko, ali naj v trebuh bolu, ali ne bova, skratka, ne bova imela teh cukrov dovolj, mogoče en Primož Roglič ali pa Tadej Pogačar bosta pa izkoristila, bosta pa lahko zato dirkala tako učinkovito. Ampak to morajo športniki na treningu trenirati, črevesje, svojo mikrobioto in vnos sladkorjev in seveda trening. Tle je v bistvu prav metabolni trening črevesja. Ker so pa vrhunski športniki nagnjeni, zato ker med naporom, če imate vi recimo, če tečete maraton, tečete 2 ure in seveda pri 170 utripov je črevo skoraj izklopljeno iz absorpcije. Zato recimo zanimivo, da maratonci zelo malo uživajo hranil ali pa vode, vrhunski maratonci. Rekreativni maratonci, seveda, ki tečemo 3 ure in več, seveda lahko pijemo 500 ml vsako uro, pa cukre jemo, pa se vmes ustavljamo. Ampak tisti vrhunski, recimo Roman Kejžar, naš rekorder v maratonu, je osebno postavil v relativno hladnem vremenu, ker nikoli ni mogel veliko spiti med maratonom. Tako da če je bil vroče vreme, on nikoli ni postavil dobrega rezultata, ker ni mogel spiti toliko tekočine, kot jo je izgubil. Ker recimo maratonc lahko izgubi 2 litra znoja na uro, in zdaj, če teče 2 litra, je to 2 uri, je to 4 litre. To se pravi, 4 litre je pa pri 2% izgube telesne teže, je kritično, ker se že kompromitira cirkulacija in aerobna sposobnost. Zato morajo športniki zelo natančno, tudi kolesarji in ultramaratonci zelo natančno gledati, koliko tekočine pa sladkorja uživajo vsako uro napora. Hvala, da ste prisluhnili prvemu delu podcasta o športu in prehrani. Če želite naš kanal podpreti, se lahko nanj naročite, video pa lajkate in delite s prijatelji in znanci. Vabljeni k spremljanju tudi drugega dela in se vidimo naslednjič.